Je res za lepo sožitje med bližnjimi ali v družbi potrebno skrbeti dnevno? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Medgeneracijsko sodelovanje ali sožitje med generacijami, kot sem vam predstavila v preteklih stoječih evropskih novicah, bom danes z vami nadgradila z opozorili naših strokovnjakov, ki so že pred leti pisali o tem, kako pomembno je kakovostno staranje. Pri tem so zelo pomembni dve nalogi: dobra vizija in trden teren kakovostnega staranja. Odločilni del kakovostnega staranja je medčloveško sožitje. Običajno niti ne pomislimo nanj, ko je sožitje v družbi in med bližnjimi dobro. Če pa v tem sožitju nekaj zaškriplje, nekateri iščejo krivdo v sebi, nekateri pa v drugih. Vendar to sožitja ne zboljša, ampak kvečjemu poslabša. Za lepo sožitje je potrebno tako kot za prehrano ali informiranost skrbeti dnevno. Kot na primer, telo potrebuje svojo količino vode, hrane, gibanja, duševnost svojo količino informacij, lepih čustev in učenja, potrebuje lepo sožitje z bližnjimi in širšo družbo tedensko 1 uro lepega osebnega pogovora z mladimi ljudmi, 1 uro z ljudmi srednjih let in 1 uro s starimi ljudmi. Taki pogovori nas samo bogatijo in veselijo. Medčloveško sožitje je malo odvisno od bogastva, saj je nanj odvisen od materialnih pogojev. Grd pogovor ni nič cenejši od lepega in lepa misel od drugega ne terja nič več časa kot grda. Dobra novica je tudi znanstveno spoznanje, da se sožitja človek v celoti nauči, kot se v celoti nauči jezika. Prirojeno imamo sposobnost in potrebo po sožitju in jeziku, učimo pa se enega ali drugega vse življenje. Tudi lepih odnosov z drugimi ljudmi se najlažje uči otrok v dobri družini. Namreč lepo sožitje prinaša človeku dobro počutje, večjo odpornost, trdnejše zdravje in lažje zdravljenje bolezni, slabo sožitje pa slabo počutje in obolevanje. Pri skrbi za lepo sožitje človek ne sme prekršiti temeljnega pravila, ki se glasi: zboljšanje sožitja lahko pričakujemo samo od enega človeka na svetu, to je od samega sebe. Ko človek to pravilo krši, gotovo sožitje slabša v svojo škodo in v škodo najbližjih. V obsegu od 0 do 10 je Eurostat v letu 2018 meril zadovoljstvo z osebnimi odnosi med prebivalci Evropske unije. V povprečju so s svojimi osebnimi odnosi prebivalci Evropske unije stari od 16 let in več ocenili 7,9, v Sloveniji celo z 8,6. Najslabše pa so zadovoljni z osebnimi odnosi v Bolgariji z oceno 6,6. Zanimiv je tudi podatek, da je stopnja zadovoljstva bila nekoliko višja pri ženskah kot pri moških. Aktivno in zdravo staranje je bistveni del strategije tako v Evropi kot v Sloveniji. Namen strategije dolgožive družbe je prispevati k naložbam v zdravje in blagostanje ljudi ter k povečanju let zdravega in neodvisnega življenja, s tem pa tudi starejšim omogočiti daljše udejanjanje svojega potenciala za delo. Zanimiv je projekt Walk and Talk, ki v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo velike in majhne izobraževalne ustanove iz srednje, severne, južne in vzhodne Evrope, ki se nahajajo v velikih in majhnih mestih ter na podeželskih območjih. Zaradi vseh dejstev je partnerstvo idealna skupina za razvoj projekta na najbolj optimalen način. Nagovorjeni so ljudje stari nad 65 let s ciljem, da bi povečali njihovo udeležbo v vseživljenjskem učenju, izboljšali njihovo kakovost življenja ter socialno udeležbo ter vključenost v družbo. Ne zanima me preteklost, zanima me prihodnost, ker je to kraj, kjer bom preživela preostanek svojega življenja.